danes obhajamo praznik svetega Marka, ki je tudi zapisal evangelij, ki se imenuje Evangelij po Marku. Marko evangelij, ki je v Svetem pismu napisan na prvem mestu, saj tudi naštevamo Matej, Marko, Luka, Janez. Marko je pisal evangelij za svoje domače ljudi, za Jude, zato ker se je zavedel, da vse to odrešenje, ki se je zgodilo, ne sme tu pozabo. In njegovi rojaki so tisti, ki so dolžni to odrešenje in to Božjo besedo ohranjati za naslednji rod. Evangelij, ki smo ga slišali, pravi, da se je Jezus prikazal 11 in jim rekel, pojdite po vsem svetu oznanjati evangelij. Pa vendar Marko ni bil med njimi. Marko ni bil z Jezusom kot Jezusov apostol, ampak je Marko spremljal apostola Petra. In ko je apostol Peter ljudi nagovarjal, imel pridige, srečanja z ljudmi, je Marko to poslušal in je te Petrove besede tako sprejel, da je po Petrovih pridigah začel pisati dogodke o Jezusu Kristusu, ki jih je pa Peter doživel osebno. Kasneje je Marko spremljal apostola Pavla na njegovih potovanjih. Pa tudi Pavel ni bil apostol Jezusa Kristusa osebno. Še sam Pavel pravi, da se nikoli ni srečal z Gospodom, razen v trenutku spreobrnenja, ko je bilo to osebno srečanje in sprememba apostola Pavla. In tudi Marko je poslušal nagovore, učenje in spodbude apostola Pavla in tako sprejemal to Božje razodetje, ki ga je verjetno tudi po Pavlovih besedah zapisoval v evangeliji. Pa bi lahko rekli, potem pa Marko ni verodostojna priča, se ni bil prvi. Lahko pa vidimo, da Bog oznanja odrešenje po človeku. In če je Peter bil tisti, ki odrešenje oznanjal, Marko ga zapisal. Pavel je oznanjal in ga tudi Marko zapisoval, potem se ta naloga kristjanov do danes ni ukinila ali spremenila. In tudi po našem načinu življenja lahko prinašamo vest o odrešenju v današnji sodobni svet. Zato se mi zdi tako pomenljivo, da na današnji praznik svetega Marka prosimo za blagoslov v našem življenju. V prvi vrsti gre za blagoslov našega dela, za dobro letino, ker je to kot temelj našega življenja. In Bog je tisti, ki daje življenje, mi pa tudi hrano potrebujemo. Potem gre za blagoslov našega dela, kjerkoli delamo. In da je res naše delo lahko blagoslovljeno, so potrebni dobri medsebojni odnosi. Drugače je to lahko samo služba v neki prisili, ki nas ne gradi, ampak obremenjuje. In naj bo letos še posebej hvaležnost, pa tudi prošnja za dobre odnose v naši sosedstvi, da bi tudi vse delo, ki se dela na zunaj, imelo navznotraj isti temelj povezovanja, razumevanja, dobrote. Da bi bili veseli uspeha drugega in da bi prosili za varstvo in blagoslov našega življenja, še posebej za prave življenjske odločitve. In ko se človek tudi pravilno odloči, naj nam Bog da vztrajnosti, moči, da bi pri teh odločitvah tudi vztrajali, bili zvesti, ker le tako človek dobiva notranji mir, veselje in zadovoljstvo, ki ga spremlja.
Zato bomo sedaj tudi skupaj prosili v kratki molitvi za blagoslov našega dela, še pred skupnimi prošnjami. Bog, stvarnik vseh stvari, Tvoja volja je, da ljudje skrbno delamo. Prosimo Te, naj po Tvoji dobroti naše delo koristi za človeški napredek in za rast kraljestva Jezusa Kristusa, Tvojega Sina. Daj nam pravo spoznanje, pravo modrost, navdihe Svetega Duha, da bi se pravilno odločali in delovali in tako dosegli veselje in polnost življenja s Teboj v občestvu Svetega Duha, ki živi in kraljuje vekomaj. Amen. Bratje in sestre, praznike apostolov in evangelistov naj v nas vnemajo posebno ljubezen do Božje besede. Prosimo na god svetega Marka, da bi Božja beseda v naših časih obrodila bogate sadove. Sveti Marko je zapustil dom in domovino, da bi oznanjal Božjo besedo. Naj tudi danes vsi kristjani enako ljubimo in zaupamo v njeno moč in rodovitnost. Prosimo, da sliši nas. Zvesto je poslušal oznanjanje svetega Petra, da je tudi mi skrbno poslušamo svetega očeta, naše škofe in duhovnike. Prosimo, da sliši nas. V jedrnatih besedah je zapisal Jezusovo veselo oznanilo. Naj ga cerkev danes uspešno oznanja vsem narodom, tudi po sodobnih sredstvih družbenega obveščanja. Prosimo, da sliši nas. Neutrudno je izpolnjeval Jezusovo naročilo. Oznanjujte evangelijo vsemu stvarstvu. Naj ga tudi mi radi premišljujemo in drugim oznanjamo z besedo in zgledom. Prosimo, da sliši nas. Na njegov god so naši predniki v prošnjih procesijah javno in zaupno molili za vse potrebe življenja, naj tudi v nas vsak dan bolj raste zaupanje v moč molitve. Prosimo, da sliši nas. Večni Bog, svojo nedoumljivo skrivnost nam razodevaš v svojem Sinu Jezusu Kristusu, ki mu je evangelist Marko posvetil vse svoje življenje. Usliši sedaj naše prošnje, da te bomo tudi mi po evangeliju vedno bolj poznali in ljubili, ter prišli v Tvojo slavo po Kristusu našem Gospodu. Amen.